Jože Kramberger je slikar prepoznavnega realističnega sloga, ki po rojstvu prihaja iz slikovitih slovenskih goric. Rodil se 21. aprila 1945, torej tisto lepo pomlad ob koncu druge svetovne vojne, na Stražah pri Lenartu v Slovenskih goricah. Osnovno šolo je končal v Goličini, v Šoštanju pa se je izučil za zidarja. Leta 1967 se je preselil v Dravograd, kjer se je seznanil z osrednjo osebnostjo slovenske Koroške, s pedagogom, organizatorjem, akademskim slikarjem Karlom Pečkom, ki ga je mentorsko podporil pri njegovih likovnih začetkih. Gospod Kramberger je imel potem še več mentorjev in je zelo veliko delal na svojem strokovnem izobraževanju na tem področju kot čisti samouk. Številne samostojne razstave od leta 1970 naprej, sodelovanja na likovnih kolonijah, uspešen slikarski razvoj in prijeta priznanja so pripomogli, da bi Jože Kramberger leta 1987 sprejet v Zvezo društva slovenskih likovnih umetnikov, danes pa deluje kot član Društva likovnih umetnikov Maribor. Za ponovno strokovno priznanje pa lahko štejemo vključitev njegovih portretov v razstavo vseh 34 dosedanjih slovenskih škofov v Narodni galeriji v Ljubljani leta 2007, kjer je razstavil portrete Antona Martina Slomška, Lojzija Šuštarja in Alojza Urana. Pa sem kakšnega spustil? Pozabil. So vsi. No, da ste Urana povedali. Aha, povedal. Slikar Jože Kramberger sodi nedvomno med tiste slovenske samouke, ki so se svojo likovno ustvarjalnostjo uspeli dvigniti iz anonimnosti in povprečja in vzpostaviti povsem svoj komunikativni svet. Njegovo slikarstvo lahko poenostavljeno strnemo v 3 vsebinske sklope, in sicer ukrajinske motive, tihožitja in portrete. Če nekoliko dalj časa opazujemo njegove slike, se nam takšna opredelitev njegovega delovnega likovnega polja sama po sebi nekako postavi in ponudi. Zakaj? Predvsem zato, ker gre za neke posebne vrste logiko, povezano z umetnikovim življenjskim kregom. Najprej ga zaznamuje predmetni svet, torej vse, kar nas nagovarja od zunaj. Sem sodijo krajine, tihožitja. Vidimo jih v določenih trenutkih, si jih zapomnimo, življenje pa gre naprej. Sčasoma tudi kaj pozabimo. Slikar pa nam te trenutke ohranja, še več, prenaša jih v čas, ki ga živimo in podoživljamo sedaj in ta trenutek. Pri krajini se to najbolj pozna na ta način, da je njena dvojna podoba zasanjanosti in hkrati realnosti ohranjena tako, da nas vsakič, ko je pogledamo, na novo nagovori. Torej, znan motiv še tako znanega nekega pejsaža, ki smo ga velikokrat videli tudi pri drugih avtorjih, v drugih tehnikah. Pa, ko ga pogledamo izpod njegovega čopiča, se nam zazdi, da ga vidimo prvič, seveda zato, ker ga vidimo na njegov način. Podobno je s tihožitji. Umetnik jih postavi pred nas, kakor da bi sami bili v tistem prostoru, v katerem je nastajala slika. Najbolj se nas dotakne kruh. Zakaj? Zato, ker kruh še zdaleč ni samo tisto neskončno topel in dober dar iz domače peči ali bekovski izdelek, tudi ni zgolj simbol blagostanja. V stari zavezi je kruh znak božje previdnosti, skrbi in podpore izraelskemu ljudstvu. Kristus je rekel, da kdor bo prišel k njemu, ne bo lačen. V novi zavezi je uporabil kruh kot simbol svoje žrtve na križu. Puščavniku svetemu Pavlu je krokar vsak dan prinašal kruh v puščavo. Vojaki so dobivali po 3 hlebce kruha na dan. Kruh je zaradi vsega hudega, kar je moral človek pretrpeti, da si ga je priboril, postal svetost in merilo vsega dobrega. Odtot tudi rek, dober kot kruh. Kruh slikarja Jožeta Krambergerja nas nagovarja za vso svojo dobroto. V likovnem smislu pa ga lahko občudujemo kot vrhunsko dovršen slog izjemne barvne kulture, urejene oziroma smiselne in učinkovite perspektive.
Če smem narediti primerjavo, v tih užitih Jožeta Krambergerja nam perspektiva likovnega polja odkriva bogatstvo različnih likovnih izrazov, podobno kot je to v glasbi naredila polifonija. V koroških pripovedkah lahko preberemo, da smo Slovenci dobili kruh iz vode, natančneje iz reke Drave. Podobno izročilo to pravi za Savinjo, ki naj bi kruh prinesla v Savinjsko dolino. Kruh se že od nekdaj poznali tudi v ljudskem zdravilstvu. Kruh namočen v mleko in zavit v krpo je blažil tegobe z glavobolom in bolečinami v križu. Za hišo pa je veljalo, da kdor je rezal kruh, je opravljal najpomembnejše delo pri hiši. Ob kruhu je tudi vino. Zdaj v nekoliko nakičenem kozarcu brušenega kristala, zdaj v preprosti kupi z ravnim steklom in kar vidimo jo, kako bi se prilegla čvrsti roki, žuljavi dlani, ki bi jo podnesla k ustnicam, žejnim vina in drugih sladkosti to stranstva. Ko sem danes dopoldan gledal ta kozarec, sem se spomnil na mojstra Jožeta Plečnika, za katerega so rekli tisti, ki so ga dobro poznali, da je rad popil kozarec vina, ko si je natočil kupico, je jo objel s celo dlanjo in od časa do časa s prsti potegnil od vrha navzdol, do dna. Jože Kramberger je tudi močan portretist. Gospa Ana Marija Stebil-Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, je o Jožetu Krambergerju med drugim tudi zapisala. Med njegovimi portretiranci so pomembne osebnosti zgodovine in iz sedanjosti, posebno mesto pa umetnik namenja tudi portretom cerkvenih dostojanstvenikov. Ustvarjalni izziv mu je tudi njegova lastna podoba, s katero se sooča v avtoportretnih upodobitvah. Svoje portretirance dominantno umešča na nevtralno ozadje, najpogosteje v klasični enfaz postavitvi, druge dopolnjuje in o njihovem življenju spregovori s komponiranim v domače okolje, v interjer ali eksterijer. To lepo vidimo pri portretih, ki si jih boste ogledali. Recimo Petra Pavla Glavarja je postavil v neko, recimo, dosti nevtralno okolje, ampak ob tem so vidne knjige. Izreden gospodarstvenik, duhovnik, človek, ki nam je Antona Janšo vrnil v slovenske vode, on je namreč poskrbel, da je vse, kar je Anton Janša napisal o čebelah, seveda v nemščini, je potem on poskrbel, da se to prevedlo v slovenščino in nam je na ta način nekako vrnil tudi to čebelarsko znanje slovensko. Pri gospodu nadškofu Krambergerju vidimo lepo skozi okno, se točno vidi del Mariborske stolnice oziroma del zvonika in je to taka prepoznavna veduta, da se takoj to opazi in tako dalje. Pri portretih je še ena zanimivost, ki jo kaže omeniti. Drugače je, če opazujemo portret nekoga, ki smo ga osebno poznali, ali je še med nami v vsakdanjem življenju, ali pa opazujemo portret nekoga, ki je že zgodovinska osebnost in nas naj ne veže osebno poznanstvo ali celo kakšno čustvo. Na današnji razstavi lahko to primerjavo lahko naredimo s 4 osebnostmi. Časovno je od nas najbolj oddaljen portret Petra Pavla Glavarja, duhovnika, mecena, umnega gospodarja. Sledimo portret blaženega Antona Martina Slomška, nato mariborskega nadškofa in metropolita dr. Franca Krambergerja, enako ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Alojza Urana in portret kardinala dr. Franca Rodeta. Glavarjeva podoba se manjkrat pojavlja v javnosti, Slomškova veliko, več, zlasti in še vedno bolj na vzhodni strani Trojan. Ostali trije so v javnosti navzoči pogosteje na več načinov. Toda skupna jim je ena lastnost. Vsi so značajsko zelo dobro ujeti. Pri Slomšku in Krambergerju je izražena izjemna prodornost pogleda. Portret kardinala Rodeta pa nam zelo nazorno odkriva ne le teologa, temveč tudi iskrivega intelektualca. Za osebnosti, ki so naši sodobniki in jih celo osebno poznamo, pa te splošne začajske poteze lahko še podrobneje prepoznamo. V Uranovem portretu njegovo ljudskost in širino komunikacije, pri Krambergerju pa opazimo, da nam portret takoj pove tisto, kar moramo v pogovoru z metropolitom šele čez čas odkriti.
Kot bi slikar hotel reči, tak je v bistvu, čeprav v resnici na zunaj deluje bolj zadržano. Slomšek je neverjetno svetav, videti je dobre volje skoraj, ne muči ga bolezen, izraz poudarja zadovoljstvo, ko opazuje svoje ljudstvo. Kardinal Rode ima na obrazu nekaj svetlo milega, kot bi hotel reči, sem tisti, ki vam bo povedal nekaj lepega, evangelskega, hkrati iza tega pričakujemo še besedo o umetnosti ali morda o filozofiji. V tem kontekstu mi glavar deluje res zgodovinsko, baročno zapet do vratu in pristojimo to, da je s prevodi Janševih del dal v materni jezik postaviti kranjski čebeli spomenik večne hvaležnosti. Vsi motivi imajo skupni imenovalec, nastali so v oljni tehniki na platno. To Jože Kramberger vrhunsko obvlada in same slike vam bodo povedale, koliko potez je bilo potrebnih, da je nastal zgolj en detalj posamezne slike. Za takšno razstavo, kot je nocoj pred nami, ni dovolj talent. Tudi znanje je premalo, izkušnje so itak tukaj, sicer ne bi videli tega, kar gledamo. Bistvo te razstave in njenih del je ena sama neskončna ljubezen do umetnosti, do tega neizmernega polja svobode izražanja. Morda se bo kdo vprašal, kako je lahko tukaj svobode, saj je za nastanek takih slik potrebna predvsem disciplina in upoštevanje pravil. Res je, tudi tega je veliko. To, da če bi bilo potrebno samo to, torej red in pravila, bi dobili tehnični odtis stanja brez duha in brez srca. In vsi bi to počeli, tako pa je to dano samo tistim, ki imajo v sebi še dodatno ime, to je tisti skrivnostni in večni Amadeus, torej Ama in Deus, od Boga, torej dano. Največ svobode je v spoštovanju do tega, kar delaš v življenju. Naj bo dovolj. Potopite se v slike, ki so pred nami, objemite jih s pogledom radovednosti, vrnile vam bodo na tisoče odgovorov. In eden med njimi bo zagotovo tisti, ki je imanentni vsem umetnikom in umetnosti sami. Nikoli ne boste izvedeli vsega, kajti potem bi umetnik ostal brez dela. Hvala lepa.